Pozdravljeni, moje ime je Maja Smrdov in sem športna psihologinja. In moja naloga je, da vam podrobneje predstavim motivacijo, ki je potrebna za vadbo, tako da bi vam lahko tudi to pomagalo pri tem, da lažje prepričate svoje udeležence, da začnejo in tudi da nadaljujejo z vadbo. V okviru tega bomo najprej pogledali osnovne motivacijske teorije. Prva je teorija samoodločanja, ki govori o tem, da smo najbolj motivirani, zadovoljni in vztrajni, takrat, ko izpolnimo 3 temeljne psihološke potrebe. In te so avtonomija, torej da imamo občutek, da smo sami nekaj izbrali, da sami usmerjamo svoje vedenje. Druga komponenta je kompetentnost, torej da se počutimo sposobne, učinkovite, da vidimo, da napredujemo. In tretja je povezanost, torej da imamo občutek, da pripadamo, so sprejeti. Ravno zaradi tega recimo lažje vztrajamo v nekih vadbah, ki so tudi recimo dodatno socialno angažirane. Naslednja tovrstna teorija je model zdravstvenega prepričanja, ki opisuje, da se odločimo za spremembo vedenja, kot je na primer začetek vadbe, če smo bili recimo sedaj bolj sedeča generacija, ko ocenimo, da nam ta sprememba v vedenju prinaša neko korist oziroma zmanjšuje tveganje, pa tudi, da ovire do tega niso prevelike. Pri tem vstopajo glavni dejavniki, ki vplivajo na vedenje, sicer prvo je torej zaznano tveganje, torej neka percepcija ogroženosti, recimo ali verjamem, da sem ogrožen, recimo zaradi neaktivnosti, imam lahko zaradi tega povišan pritisk ali kardiovaskularne bolezni in tako naprej. Potem je zaznana resnost problema, torej kako resne se mi zdijo posledice, če ne ukrepam, recimo ali bodo večje bolečine v križu zaradi tega, večje bolezni. Potem tretji dejavnik so zaznane koristi, torej ali verjamem, da mi bo vadba izboljšala zdravje in počutje. Potem so zaznane ovire, torej kaj me ovira pri spremembi, recimo koliko motivacije rabim, koliko denarja, koliko znanja, koliko časa bom moral vložiti za to. Potem so recimo sprožilni dejavniki, torej kaj me spodbudi k razmisleku ali dejanju, na primer zdravnik, ki mi reče, da moram začeti z neko aktivnostjo, kakšen slab izvid, kakšen članek, recimo kakšna delavnica, ki je dovolj blizu mene. In šesti dejavnik je še samoučinkovitost, torej recimo ali verjamem, da sem sposoben narediti neko spremembo. Potem tretja tovrstna teorija je transteoretski model spremembe vedenja, ki opisuje, da je sprememba vedenja, torej recimo tako kot začetek neke redne vadbe, postopen proces, ki poteka skozi različne faze. Torej ljudje se ne odločimo takoj in se tudi ne odločimo seveda enako. In pomembno je prepoznati za vas kot voditelje, v kateri fazi bodo vaši udeleženci, vsak posameznik od njih, zato da mu lahko ponudite bolj prilagojeno motivacijsko podporo. Torej, ta model je pomemben pri razumevanju, da je povratek na staro vedenje tudi normalen, torej nikoli ne bomo napredovali zgolj linearno, ampak bomo vedno imeli nihanja. In da je torej tako nihanje del procesa pridobivanja novih navad, vendar je pomembno, da se oseba pri tem, ko gre za kakšen padec, recimo navzdol, ko zmanjka malo motivacije, da se ustavi in da potem dejansko čim hitreje spet nadaljuje, da se ne usidra preveč v starem vedenju, ki ga poskuša spremeniti. In v okviru tega transteoretskega modela sprememb imamo 6 faze spremembe vedenja. Prva je faza predpremišljevanja, torej v tej fazi se posameznik začne razmišljati o spremembi, torej nima še recimo jasnega načrta izdelanega, ampak razmišlja, da je bilo smiselno, pravilno in tako naprej. Druga faza je premišljevanje, torej v tej fazi se začne razmišljanje, ki je vezano bolj konkretno, torej ne vem, da mi bo vadba koristila zato, ampak recimo lahko hkrati tudi prepoznavam ovire pri temu. Potem je faza priprave, ko posameznik naredi prve korake, recimo kupi športno opremo, poišče program, in torej v tej fazi začne tipično razmišljati, s septembrom začne. Torej prelaga še vedno lahko v tej fazi priprave. Četrta faza je aktivnost, torej ko posameznik aktivno izvaja spremembo, torej začne redno vaditi.
Potem vzdrževanje, torej uspešno ohranjati to novo vedenje. Ponavadi ga definiramo v smeri 6 mesecev, da vemo, da res pride do vzdrževanja in tudi, da pač postane ta nov vzorec posameznikov način življenja. In potem zadnja faza je trajna sprememba, torej gre za to, da je nekaj postalo popolnoma utrjeno znotraj nas, ko povratek na predhodno vedenje skoraj ni več verjeten. Pri tem mora treba izpostaviti, da pri vadi pa tudi na splošno, da je ta faza dokaj redka in ni nujno pač vedno vključena tudi v spremembo vedenja. Tako da ni treba recimo, da to nujno pač pričakujemo, vendar da težimo dejansko k temu. In zadnja teorija, ki vpliva na oziroma ki govori o motivaciji za vadbo, je teorija načrtovanega vedenja in opisuje, da ljudje ne spremenimo vedenja naključno, temveč so naša dejanja načrtovana in temeljijo na namenu, neki intenciji, da bomo nekaj storili. In močnejši kot je namen, zato večja verjetnost, da bomo neko vedenje tudi izvedli. Torej poleg tega pomaga razumeti, kje so notranje ovire posameznika za neko spremembo vedenja, recimo lahko slaba samopodoba, recimo da čuti, da ima nizko sposobnost samonadzora, lahko so recimo pritiski družine, tako so bolj kot neke subjektivne norme, torej lahko gredo tudi v pozitivni smeri, ali pa recimo, da ne verjame v korist vadbe, torej kaj pa mi bo to pač pomagalo. Pri tej teoriji imamo 3 glavne dejavnike, ki vplivajo za namen za spremembo vedenja. Prvo je sledišče do vedenja, torej koliko dojemam, da je neko vedenje pozitivno ali negativno. To recimo vadba mi koristi za zdravje, po njej se bolje počutim, ima več energije. Potem so te subjektivne norme, ki smo jih že prej omenili, torej zajema to, kako močno na posameznika vpliva mnenje drugih, recimo družine, prijateljev, družbe. Recimo moji prijatelji redno vadijo, bilo bi fajn, da se jim tudi jaz pridružim. In tretji dejavnik je to zaznan vedenjski nadzor, torej opisuje posameznikovo prepričanje, da zmore sam nadzorovati vedenje. Tudi recimo, da ima za to dovolj časa, znanja, dostopa recimo do vadišč, stadionov, katerokoli aktivnost boste izvajali. Torej recimo, da razmišlja v smeri, vem, da imam dovolj časa in da lahko začnem in vztrajam pri vadbi. Tukaj imamo en tak v bistvu povzetek teh motivacijskih dejavnikov in v bistvu lahko vidimo, s kakšnimi, katere teorije v bistvu razlagajo. Torej pri zdravju in preventivi je glavno pač ta medicinski model, vrsta motivacije, ki jo spodbuja oziroma o kateri govori predvsem zunanja. Potem recimo glavni motivacijski model kot psihološko počutje, je ta teorija samega odločanja, spodbuja predvsem notranjo motivacijo. In torej v splošnem ponavadi začnemo pri vadbi, da prehajamo zunanje v notranjo motivacijo. Zelo redko recimo začnemo, sploh če smo nekdo, ki ni recimo tega nikoli počel, da bi res začeli z notranjo motivacijo. Potem bomo videli tudi več glede življenjskih sprememb še v nadaljevanju, torej te življenjske spremembe nam lahko dajo kot novo priložnost za vadbo. Potem razni družbeni vplivi in pa povezanost, torej kjer opisujejo teorije, kako prihajamo v zunanjo notranjo motivacijo. Potem bolj strukturirani programi, kjer torej vidite, da spet sodimo v to teorijo samodeterminacije, kjer gre tudi za začetek recimo lahko bolj zunanje pa vodene motivacije in pa tudi kot motivacijski dejavnik tudi praktična dostopnost je nekaj, kar je pomembno in zaradi tega se tudi ta program poskuša peljati res v lokalno skupnost, da pripeljemo čim bližje ljudem, ki dejansko potrebujejo to spodbudo. Ob teh dejavnikih pa seveda vpliva tudi osebnost. V psihologiji pač splošno najpogosteje uporabljamo tako imenovano teorijo velikih 5 osebnostnih dimenzij, na osnovi katere lahko dovolj dobro razložimo bistvene komponente našega nekako delovanja oziroma razmišljanja.
Torej gre v bistvu za dimenzije, torej v bistvu za dva pola. In če gledamo torej teh 5 dimenzij, ki jih imate navedenih, so to tiste, ki so ključne. In torej prva je vestnost. Ta je tista, ki najbolj napoveduje, da bo oseba tudi zadržala nek vzorec, da bo spremenila dejansko svoje vedenje in vključuje lastnosti, kot so torej nedisciplina, organiziranost, samokontrola, vztrajanje, in tako da torej posameznik z višjo vestnostjo si bo tudi pogosteje zastavil cilje in bo imel tudi močnejši notranji nadzor in bo pri tem vztrajal. Ostale dimenzije, ki jih imamo tukaj navedene, lahko vplivajo delno tudi na to, kako bo oseba vztrajala. Morda pa še boljše je, da potem, ko se jih v bistvu zavedate, da vidite, katera aktivnost bi posamezniku bolje odgovarjala, ker torej aktivnost, ki bo bližja nam, jo bomo tudi lažje pri njej vztrajali. Torej, ekstravertnost je naslednja taka dimenzija, torej bolj značilna za posameznike, ki iščejo več stimulacije, druženja in pač aktivnosti. Torej, ti se rajši vključujejo skupinske vadbe, neke športne dogodke, torej, kjer je ta socialni vidik bolj pomemben. Torej, drugi del dimenzije je introvertiranost. Torej, tam jih bolj spodbuja lahko neka individualna vadba, individualni cilji, torej, kjer je manjša v bistvu intenzivnost in je v bistvu rutina bolj stabilna. Potem ljudje z pač naslednje lastnosti čustvena stabilnost ali pa tudi nizek nevroticizem jo pač poimenujemo. In ti ljudje lažje vztrajajo, ker jih manj pogosto premaga kot nek dvom, stres, impulzivnost, neko slabo počutje. Torej, bolj kot smo čustveno stabilni, lažje bomo tudi vztrajali pri novih vzorcih in v bistvu tudi pri vadbi. Po drugi strani pa so ljudje, ki imajo manjšo čustveno stabilnost, bolj podvrženi stresu, lahko tudi recimo nekemu razočaranju. In v bistvu za te je pa ravno športna aktivnost, športna vadba nekaj, kar je bistveno priporočeno tudi za njihovo zdravje. Torej se bodo morda zaradi tega ravno hitreje odločili za vadbo, vendar bodo lahko imeli več težav potem v bistvu pri vztrajanju. Tako da za njih recimo potem bolj pomembno, da hitreje zaznajo neke v bistvu pozitivne občutke ob tem, ko izvajajo določeno vadbo. Odprtost za izkušnje se precej povezuje s ekstravertiranostjo, torej večje neke radovednosti, kreativnosti, neke pripravljenosti za nove izkušnje. In recimo za te ljudi je priporočljivo, da probajo več različnih oblik gibanja vadbe, ne vem, kot ples, joga, kakšne adrenalinske aktivnosti, bolj recimo tako socialne in tako naprej. Torej rabijo, da v bistvu jih nekaj stimulira, da so stvari dovolj zanimive. Recimo, če smo imeli prej primerjavo z introvertiranostjo, samo neka taka strukturiranost, ponavljanje in tako naprej ne bo dovolj spodbujajoče za tovrstne ljudi. In potem imamo še dimenzijo sprejemljivosti. To gre ponavadi za ljudi, ki so zelo kooperativni, ustrežljivi, imajo tendenco k temu, da izpolnjujejo pričakovanja drugih. Torej, oni se bodo lažje vključili v neke skupinske vadbe, ker bodo čutili pripadnost in tudi v bistvu tožnost, da vztrajajo tudi v bistvu zaradi drugih. Po drugi strani moramo pa pri takih posameznikih paziti, da ne bodo začeli vadbe dojemati preveč v breme sebe, ravno zato, ker recimo se bodo poskušali preveč prilagoditi drugim ljudem. Dobro, in sedaj bomo malo pogledali dejavnike glede na generacije. Tako v splošnem sem razdelila dejavnike glede na eno tako bolj srednjo generacijo, srednjih let, da vidite, da je ta starostni razpon tukaj zelo širok. In potem bomo pogledali še v bistvu mlajše generacije, ker v bistvu vidimo, da se motivacijski dejavniki za vadbo v teh generacijah lahko pomembno razlikujejo. Torej v tej srednji generaciji, pa tudi potem pri starejših naprej, so običajno najpogostejši razlog zdravstveni dejavniki. Torej ti nam ponavadi najbolj pomagajo, da začnemo z vadbo, recimo zdravnik pač pove, da imamo zvišan krvni tlak, holesterol, recimo bolečine v križu, prekomerno težo in tako naprej. Torej izhajamo v bistvu iz zunanje motivacije, tako kot smo malček omenili že prej.
Torej v bistvu je pomembno, da jim zdravnik tudi predstavi, da jih psihoeducira, če ne, recimo lahko vi to tudi prevzamete, da res ena taka, katerakoli teh bolezni, recimo, ki se začne pri njih pojavljati, da res lahko predstavlja eno pomembno ogroženost in lahko potem tudi naprej angažira. Torej eni taki recimo izvidi ali pa slabo telesno počutje so lahko tako kot en tak sprožilni močen dejavnik, da se nekdo odloči naprej za vadbo. Torej iz tega vidika recimo se lahko odločijo zaradi nekih kroničnih bolezni, zaradi splošnega zdravja imunskega sistema, da se bodo počutili bolj energetsko opravljene, da so opremljene, da se bo zmanjšala utrujenost ali pa recimo, da izboljšajo recimo telesne zmogljivosti. Torej tukaj lahko pač več rečemo o tej zunanji motivaciji, ki torej jih boste vi najprej lahko spodbujali in vzdrževali, da se potem postopno usmeri v notranjo motivacijo. Torej tukaj so pomembna jasna navodila, jasni urniki, jasni cilji, strukturirano vodenje in veliko zunanjega spremljanja in podpore. Potem pomemben dejavnik so lahko tudi psihološki dejavniki, ker recimo srednja leta pogosto prinašajo več stresa, več obremenitev v službi, družini, lahko zraven recimo poleg vzgajanja lastnih otrok še skrb za starajoče starše. Tako da se lahko potem torej vadba dojema kot orodje za ohranjanje, vzpostavitev nekega duševnega ravnovesja, izboljšanja razpoloženja, tudi recimo zmanjšanje neke tesnobe, zmanjšanje neke razdražljivosti, tudi depresivnosti, zmanjšanje stresa. In torej lahko predstavlja vadbo eno tako psihično sprostitev in odmik od vsakodnevnih skrbi. Poleg tega je tudi recimo lahko relevantno, ker zdaj veliko ljudi že slišalo o izgorelosti, da je telesna vadba ključna za preprečevanje izgorelosti in torej za tako res celostno vzpostavljanje enega ravnotežja znotraj nas, tako fizičnega kot psihičnega. V okviru tega je lahko tudi estetska motivacija relevantna, čeprav bomo videli, je pač pogostejša pri mlajših generacijah, vendar ko se na starostjo začne spreminjati tudi telo, tudi zaradi drugačnega hormonalnega delovanja, je tudi ta motivacija lahko relevantna. Potem v okviru tega lahko uvrščamo tudi življenjske prehode kot sprožilce, recimo otroci gredo od doma, začne se potem iskanje nove rutine, lahko tudi v bistvu nove identitete, ali pa pri starejših recimo, da pride do upokojitve, ali recimo se služba spremeni in lahko recimo prenese več nekega časa, ali pa tudi lahko recimo sami prestrukturiramo in vidimo, da se druge stvari lahko pač pomembnejše v življenju, recimo že proti fazi upokojitve. In pa torej, tako kot smo omenili že prej, recimo kakšni zdravstveni zapleti in opozorila, ki lahko dajo tako refleksijo o neustreznem življenjskem slogu in potem spodbudijo, da se ta spremeni. Sploh recimo, če imamo občutek kot neke stagnacije, nam lahko potem te življenjske prelomnice pomagajo k taki spremembi. Potem so lahko še socialni dejavniki, to so res eni takih najpomembnejših in tudi potem za nadaljevanje vadbe so zelo relevantni. Torej vsi imamo potrebo po druženju, tudi če se glede potrebe izraženosti te potrebe razlikujemo, vendar je ta potreba del vseh ljudi praktično, tudi pripadnosti, zlasti če se socialna mreža zožuje, torej recimo, ko otroci odrastejo in grejo proč, in potem ostane tudi lahko več časa za druženje s prijatelji. Tako da tukaj je res pa to socialno vključevanje zelo relevantno, torej recimo v okviru skupinske vadbe naredite tudi to, da se drug drugega spodbujajo, da res postane ena skupina, in to jo bo potem tudi spodbujala tudi izven recimo tistega obdobja, ko se vi videvate, da bodo znotraj skupine drug drugega spodbujali, recimo se naredijo neke WhatsApp ali pa podobne skupine, da se v bistvu obeleži, tako da lahko potem iz tega nastanejo tudi ena taka recimo prijateljstva.
Pol so še različni okoljski dejavniki, torej recimo dosegljivost varnih in primernih vadbenih možnosti, vodenje s strani usposobljenega trenerja, kar je taka vaša relevantna naloga, zato da si ljudje vzamejo razpoložljivi čas in da se tukaj naredi ena struktura in pa tudi finančna dostopnost, s čimer bodo tudi te vadbe, pomembno pomagale. In če gremo potem še na mlajšo generacijo, torej tukaj so lahko dejavniki malo drugačni. Tukaj pri njih predvsem izstopa želja po boljšem videzu in telesni samopodobi. Zdaj različne generacije, se lahko pač spreminjajo, recimo lahko je trenutno po neka želja po bolj mišični definiciji, lahko po izgubi telesne, teže, po boljši postavi. Veliko tega izhaja tudi iz pritiska družbenih, omrežij in neke predstave telesnih idealov, lahko tudi čisto po želji po večji samozavesti glede telesa. Potem psihično počutje in duševno zdravje je, pomembno, tako kot recimo smo rekli pri srednji generaciji, torej za zmanjšanje stresa, tesnobe, depresivnosti. Zelo pomembno pri mladih je tudi, da kompenzira to potrebo po odklopu od ekrana in digitalnega sveta, in tudi lahko pomaga recimo pri regulaciji, recimo pri učenju, recimo pri študentih, dijakih in tako naprej. Lahko potem pomemben tudi družbeni vpliv in pa ta vrstniški pritisk, torej recimo vsi hodijo na fitnes, zakaj ne bi tudi jaz, ali pa tudi jaz moram. Lahko potem recimo to spodbudi, recimo v okviru tega, kot je strah pred tem, da bi nekaj zamudil, recimo če šport postal recimo tako kot neki trend, da potem recimo posnema aktivnost, prijateljev, nekih vplivnežev, partnerjev in podobnega. In torej podobno kot pri srednji generaciji nudi neko možnost za druženje, tudi za vključitev v skupino, tudi morda za tiste, ki so bolj socialno izolirani. Pri njih je, pri tej mladi generaciji relevantno, da je aktivnost tudi neka zabava, kot neko raziskovanje, daje večji neki občutek svobode, torej da hočejo najti nekaj, kar jih veseli in ne nujno samo trenirati za neki cilj. Torej tukaj so jim pomembne neke nove izkušnje, neke nove aktivnosti, ki so bolj igrive, raznolike in da je neko gibanje, ki ni povezano s pritiskom, ampak lahko nudi tudi neko recimo radost. Potem glede na to, da gre za mlajšo generacijo, ki še v bistvu tudi sebe razvijajo, ta, dejavnik identitete in osebne rasti je tudi zelo relevanten, torej da imajo občutek nekega napredka, da preizkušajo svoje mnenje, da gradijo neke nove osebne rutine, samostojnosti in da recimo vadba postane njihov del zdravega in bolj produktivnega življenjskega sloga. Potem zdravje in preventiva, ravno tako je lahko relevantno, čeprav za tega v oklepaju je za to generacijo manj značilno, manj tipičen začetni motiv. Lahko pa recimo se začnejo počutiti slabo, lahko čutijo večjo utrujenost, neko v bistvu nespečnost, neko slabšo kondicijo, da začutijo in se tudi v bistvu tega lotijo. In potem dostopnost in praktičnost, podobno kot smo imeli tudi že prej pri starejši generaciji. In torej ena stvar je, da začnemo vadbo in torej ta začetni poriv, ki ga marsikdo lahko najde, potem je pa še bolj problematično lahko to, da združujemo vadbo, sploh če gre za neko aktivnost, ki jo ljudje do zdaj torej niso bili vajeni. In zdaj bomo pogledali še dejavnike, ki so povezani najpogosteje s tem. Torej, da lažje vzdržujemo vadbo, je pomembno, da vidimo neke rezultate, da jih v principu vidimo prej, da imamo občutek tega napredka in v bistvu lastne kompetentnosti. Ne, hkrati pa, kot boste itak videli, pa verjetno že veste, seveda problem v tem, kako potem uravnovesiti, ker vemo, da mora vztrajati, in če to so ljudje, ki niso bili do zdaj aktivni, seveda tudi jasno, da ne bodo tako hitro videli nekih rezultatov in jih torej tukaj postaviti neke realne cilje, tako kot imamo pri 6. točki, ne, da vejo, kaj je realen cilj, kaj dejansko pričakovati, da ne bodo dejansko potem razočarani in prehitro opustili stvari. Pri tem, da nekaj vzdržujemo, je pomembno tudi, da postane to rutina oziroma navada. Torej recimo, da se vadi ob isti uri, na istem mestu, naprej še načrtovanje vadbe, da je ta dovolj preprosta in dostopna. Torej, če se bodo počutili preveč utrujene pri vadbi, potem bodo
težje našli v bistvu motivacijo za ponavljanje te aktivnosti. Lahko mu pomagajo različni vizualni opomniki, recimo, da si dajo športno opremo na viden prostor, recimo, da pišejo dnevnike napredka, da imajo tako večji občutek uspeha. Potem zelo pomembno je, da čutijo, tudi če ni nekih zunanjih dejavnikov, tako oziroma zunanjih rezultatov, da čutijo notranje zadovoljstvo. To je, da imajo nekak tak pozitiven občutek po vadbi. Da je neka taka nagrajujoča izkušnja, da ni obveznost. Da vidijo, da lahko vpliva njihovo razpoloženje, stres, tesnobo, da se počutijo po vadbi bolj sproščene, da so lahko ponosni sami nase. Recimo, da lahko bolj povezana vadba z njihovimi osebnimi vrednotami, ko sem pa začel skrbeti zase, da vidijo, da lahko nekaj regulirajo. In z tega vidika je pomembno, da take notranje zadovoljstva tudi ojačujete, tudi recimo, da jih poudarjate recimo po koncu vadbe. Torej, ne glede na starost, naša samopodoba se razvija, torej identiteta bolj v bistvu pri mlajših, torej je pomembno, da lahko vadba postane kot nek del nas. Če to postane kot del nas, kot del nekega načina življenja, potem bomo tudi lažje vztrajali pri tem. Torej, ne gre zdaj pa telovadimo en mesec in potem se bo moje življenje čisto spremenilo, nerealni cilji, in tudi to pač v bistvu ni poanta, ampak res zato, da začnemo bolj skrbeti zase. Torej, družbena povezanost, to, kar sem že omenila, to je res zelo pomemben tak dejavnik, torej, da vidimo, nisem samo jaz tisti, recimo, ki ni bil dovolj aktiven, ki recimo, je pač premočan, torej vidim, so tudi drugi v istem, da se lahko spodbujamo, zato je res pomembno, recimo, ali da se vadi v pari, ali se vadi v skupini, ali če je nekdo recimo bolj zaprt, v bistvu da ste vi kot trenerji več neke motivacije zraven spremljanja. Torej, ta občutek pripadnosti skozi vadbo je res eden ključnih stvari, ki nam potem omogoča, da vztrajamo naprej. Torej, tako kot smo rekli že prej, ti jasni cilji in realen občutek, kako hitro bom pač napredoval, so res ključni. Sploh takrat, recimo, ko se spopadamo s kakšnimi mislimi, ne da se mi, pa se nima smisla, pa jaz nisem za to, se nikoli nisem imel nekih takih fizičnih sposobnosti. Torej, da znamo to kot trenerji v bistvu obrniti, da vidimo, da vsak lahko to naredi, da je gibanje naravno, in absolutno se rabi samo vadbo, da pridemo do tega, in treba zaradi tega graditi na majhnih, dosegljivih ciljih z realnimi pričakovanji, z nečim, kjer bodo videli zgodnje uspehe, da bo okrepilo njihovo zaupanje, vztrajnost, da damo veliko pohvale in pozitivnih povratnih informacij. Na začetku boste morali videti bolj male stvari, ki jih tudi sami verjetno ne bodo, ampak te v bistvu ojačati. Torej, da boste opazovali uspeh drugih in to modelirali, da bodo to oni lahko recimo sledili lastnemu napredku, in da se v bistvu da se vadi samo podporo in ne dejansko samo kritiko. En od dejavnikov, ki tudi pomaga pri tem, da vztrajamo, je ta prilagodljivost. Torej, vztrajamo, če se znamo prilagoditi življenjskim spremembam. Recimo, zdaj pa bo grše vreme, recimo lahko jeseni, lahko tudi znižano razpoloženje, pa kljub temu bom recimo vztrajal. Torej, to, da se zavedate, da bodo lahko taka nihanja, da pripravite naprej, da pripravite recimo neke strategije, enkrat bolj notranje, enkrat bolj zunaj recimo vadba, potem je tisto, kar vzdržuje bolj stabilen nivo motivacije, pa torej tudi zavedanje, da motivacija bo padla, da je to normalno in da se samo moramo pobrati in iti naprej. In potem torej res ti okoljski dejavniki v smeri dostopnosti vadbe, torej čas, kraj, finančni vidiki, potem recimo vremenski pogoji, torej ne bomo preciljali neko zunanjo vadbo, če bodo vremenski pogoji slabši, da se poskuša upoštevati življenjsko tempo, neke družinske obveznosti, urnike v službi in tako naprej, in se postaviti čim bolj neko tako stabilno okolje. Zdaj, pomembno je morda pri tem, da se zavedamo, da učenje teh navad ni samo nekaj, kar je povezano z našo voljo, ampak dejansko potem, ko se učimo nečesa in vztrajamo, poteka v ozadju tudi biološko učenje. Torej, naši možgani se zraven spreminjajo in učijo in je ta sprememba ključna zaradi tega, da res pridemo do tega, da bo vadba postala del našega življenja. Torej, najprej, ko se učimo novega vedenja, je najprej vključen tale prefrontalni korteks.
Ta je povezan z zavestnim razmišljanjem, torej moramo se zavestno spomniti in spodbuditi, da je čas za aktivnost. Torej grem na sprehod, čeprav se mi ne ljubi, torej takrat nadaljuje ta prefrontalni korteks. Potem s tem, ko ponavljamo aktivnosti, se začnejo aktivirati bazalni gangliji. To so v bistvu tukaj bolj temporalno, bolj v bistvu taka notranja struktura, torej taka bolj globoka ležeča možganska struktura, ki uravnava bolj samodejne rutinske procese, kot recimo vožnja, to, da znamo hoditi, to recimo, ne vem, da žvečemo in tako naprej. In postopno skozi učenje, torej ti bazalni gangliji prevzemajo vse več nadzora in postajajo bolj aktivni pri izvajanju aktivnosti in prefrontalni korteks vedno manj. Pri tem recimo lahko pomembno tudi, da si pomagamo z recimo različnimi sprožilci, torej da se okrepi ta možganska zanka, sprožilec, rutina, nagrada, torej recimo, da je sprožilec na primer ura 6 zvečer, to je čas za vadbo, rutina kot neko dejanje, ne vem, oblečem športno oblačilo in grem na vadbo, in nagrada, torej občutek zadovoljstva, občutenje, ne vem, prijetne utrujenosti, večje sproščenosti. In to si potem to nagrado in v bistvu to celotno zanko potem možgani tudi lažje zapomnijo. In torej, ko boste izvajali, pomeni recimo tudi to, da ste pozorni na te 3 komponente. In potem, ko vztrajamo dovolj časa, se torej zmanjša aktivacija teh zavestnih možganskih centrov, torej kot je prefrontalnega korteksa, in torej nas v vadbo ni več treba siliti in ne potrebujemo več take motivacije v klasičnem smislu, ampak ta postane dovolj avtomatizirana. Zdaj morda, da se še vprašamo, koliko res časa rabimo do tega, da nekaj postane navada. Dejansko to zelo kompleksna stvar, torej tudi raziskave kažejo, da lahko rabimo zelo različno dni, od recimo samo 18 pa do 254, v povprečju nekako pa se zdi, da rabimo 66 dni rednih kontinuiranih ponovitev. Recimo, če oseba 3 do 5krat tedensko izvaja neko krajšo telesno aktivnost, lahko že to samo 20 minut, naj bi potem nekaj postalo dovolj velika navada, da niso samo ti prefrontalni deli vključeni že torej v 6 do 8 tednih, torej v principu v 2 mesecih vadbe nam bo že bistveno lažje potem vztrajati. Je pa seveda tudi odvisno od tega, kako kompleksno vedenje, torej vadba je precej kompleksno vedenje, kakšen je kontekst, torej koliko je, ne vem, okolje stabilno, koliko je nekega stresa, koliko je neke podpore v smeri rutine, stabilnosti in tako naprej. Kakšne osebnostne lastnosti in posameznik, torej bolj, ko bo nekdo vesten, odgovoren, bolj hitro bo nekaj postala navada in pa tudi recimo tako stanje notranje motivacije, to je tako, kot smo rekli, poskušamo iti iz zunanje v notranje motivacijo, torej da posameznik začuti to res dobro zanj, da se dobro počuti, da ima neko pozitivno valenco, kot je neka sprostitev in tako naprej. Torej več, ko bomo tega zajeli, hitreje bo tudi prišlo torej v navado samo. Zdaj daljši opis vsega tega boste tudi prejeli čisto v enem pisnem dokumentu, tako da si boste lahko še bolj natančno prebrali. Zraven imate tudi vprašanja, s katerimi si lahko pomagate pri svojih udeležencih, pa bomo tudi v povezavi, če boste rabili kakšne konkretnejše nasvete. Upam, da sem vam dala dovolj nekih informacij, s katerimi boste lahko nadaljevali uspešno deliti to svoje delo in spodbudili čim več ljudi za telesno vadbo. Hvala za pozornost in srečno.